Lepo zdrav iz kanala Tuprater Zdrava Gold Prospecting. Danes vam bi rad pokazal nekako, kako se je včasih dejansko lovilo samo za to na reki Dravi in kako se dejansko lovi danes oziroma na moderni način. Se pravi, včasih se je približno 300 ljudi preživljalo z nekim zlatokopom oziroma 300 družin se je preživljalo nekako vzdolž te naše kotline proti sami, bom rekel, proti Ptuju oziroma proti samem Zlatoličju z izkopavanjem tega, bom rekel, zelo čistega zlata na sami reki Dravi. Pridobivali so način, bom rekel, imeli so zelo take topolove deske. V teh topolovih deskah so bile različne zareze, različnih dimenzij, različnih velikosti in različnih kotov. To pomeni, zato sta bila potrebna dva človeka, kar pomeni, nekdo je nekako z samo lopato nanašal ta prot pod določenim kotom, seveda tega je nanašal ta prot na samo desko topolovo, nekdo pa je z neko vodo oziroma z nekim vedrom to dejansko polival na to samo desko in bom rekel, po 2-3 urnem izpiranju je dejansko nekako so to očistili in to zajeli, bom rekel, v eno samo tako sedaj moderno posodo. Včasih so imeli posode, bom rekel, narejene dejansko iz lesa. Danes imamo te moderne plastične posode. In to so nekako, bom rekel, prečistili, uporabili živo srebro, topili na sami toploti oziroma na ognju, da se je dejansko ločile ostale primesi, kar so bakar in vse ostale zadeve, kar se tiče samega zlata, in nekako dobili približno takšno grudo samega zlata, mogoče po celodnevnem delu. Sama dejanska zadeva danes, na moderni način, kako se izpira samo to zlato, bi bil pa en tak, bom rekel, en tak prikaz, bo zdaj tukaj ne bo sicer vode, ne bo nič kaj, ampak bo samo predstavljena sama zadeva, na kak način dejansko to deluje. To so različni highbankeri, dredži, sluiceboxi, kakorkoli se imenuje. Pa če bi pogledali, recimo, na tak način, kot pogledamo tukaj, pomeni, da dejansko v zgornji del, recimo, kakorkoli teče voda, pomeni, sam prod se nanaša na ta del. Tukaj so razne prečke, kar pomeni, da vodo dejansko ful vrtinči. So razne prepreke, različne prepreke. Od spoda imamo dejansko rudarniški mah, kar pomeni, da je zelo taki tanek. Tukaj noter se dejansko ulovijo same dejanske te luske oziroma zlati prah. Tukaj imamo gumo, tudi se že na samem začetku recimo vidi, tudi določene luske se ujamejo v samo to gumo. In ja, dejansko v bistvu sam tok vode, dejansko to izpira in luske se bojo dejansko nahajale na notranjem delu samega tega, bom rekel, sluiceboxa, kakorkoli. Prejšnjo zadevo, ki sem imel nareto, je bila dejansko je bila bolj nareta za samo lovljenje dejanskih, bom rekel, pikerov, to pomeni dejanskih nuggetsov oziroma grud. Zato sem jo danes, recimo, samo za ta posnetek sem jo malo prilagodil in tudi danes jo bomo sprobali, kako se obnese v takem primeru samih lističev. Imamo še pa 2 do 3 ideje, kako se bo, če se ne bo zdaj obneslo, kako se bo še v naslednje 2 ali 3 to obneslo. Naslednji prikaz vam prikažemo, kako to deluje v posnetku 2. Lepo zdrav, dajte to subscribe, dajte to napisati, dajte to deliti. Prosim, da vas bo čim več dejansko ugotovilo, zakaj se gre tukaj. To je samo obveščanje ljudi, ki živimo ob sami Dravi. Polovica ljudi tega sploh dejansko ne ve, še zdaj me sprašujejo, kljub časopisom, kljub dejansko spletni strani, kljub Facebooku, kljub YouTubeu, me sprašuje, a je to dejansko res. Ja, to je res, to ni zabancija, tu se ne zabavamo, tu gre za dejansko zadevo, da se res najdejo lističi, ampak sami lističi, bomo rekli, še enkrat bom poudaril, tako kot je pisalo v časopisu. To ne pomeni, da boste zdaj prišli k nam, recimo, oziroma kakorkoli, pogledati k Dravi, pa boste vrgli 2 do 3, ne vem, šaufle materijala na neki izpiralnik, pa boste prišli, ne vem, 50 € bolj bogati domov, pa zraven spili 2 piva, to je dejansko nemogoče. Določeni ljudje pač to mislijo, da je to, ker če bilo na tak način, bi potem verjetno bili vsi zelo bogati, to pač je
neki hobi oziroma neko ljubezen gojimo do same te stvari in upam, da bomo to furali še nekaj naprej, no? Skupaj z vašo pomočjo. Hvala.